Hvala. Lepo vas pozdravljam tudi v imenu soorganizatorja Inštituta dr. Jožeta Pučnika. Meni je žal, da se danes nismo zbrali vsi organizatorji na tiskovni konferenci, da bi pač videli, da nas je že kar ena majhna množica. Na Inštitutu Jožeta Pučnika seveda menimo, da je obeleževanje tega dne izredno pomembno in zaradi tega se ob tej priložnosti zahvaljujemo Študijskemu centru za narodno spravo in njegovi direktorici magistri Andreji Valič za povabilo k sodelovanju, za pobudo in seveda za njej in njenim sodelavcem za levji delež vseh priprav za te slovesnosti v teh 3 letih. Inštitut dr. Jožeta Pučnika sodeluje že drugič ob organizaciji in smo zelo ponosni na to. Lansko leto smo ob tej priložnosti izdali tako imenovano Pučnikovo poročilo, to je pač tale knjiga. Šlo je za poročilo o povojnih množičnih pobojih preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije, o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti. To je bila pač komisija, ki jo je vodil dr. Jože Pučnik. Ob pretresljivih pričevanjih, ki jih je zbrala ta komisija, smo v knjigo vključili tudi pač besedila dr. Jožeta Pučnika, intervjuje z njim na to temo in pač kljub nekaterim pozivom, pobudam, da naj pustimo preteklost preteklosti, da ta vprašanja niso relevantna za slovensko sedanjost, lahko povem, da je pač ta knjiga v enem letu tako rekoč pošla. To se pravi, da zanimanje za to temo vsekakor obstaja. Pri letošnji prireditvi inštitut sodeluje bolj kot pomoč pri organizaciji, nekoliko tudi nekaj tudi pri vsebinski zasnovi. Zelo smo veseli ideje, da je prireditev vsako leto v drugem kraju, da po slovenskem kraju, da je prirediteljem še vedno doslej uspelo pritegniti tako lokalne oblasti, kot tudi lokalne soorganizatorje, tako da res to postaja nek vseslovenski dan in ni skoncentriran samo na center, kot se pač rado dogaja. Letos je torej slovesnost na Ptuju, mesto, kjer so številni po brutalni nacistični okupaciji izkusili nasilje novega režima in bili priča temu, kako se je neka visoka ideja o narodni osvoboditvi sprevrgla v novo zatiranje. Prav nedaleč od Ptuja je pač bilo po vojni tudi zloglasno taborišče Strnišče oziroma Šterntal in ob vseh tamkajšnjih grozotah najdemo tam, oziroma so pač raziskovalci Inštituta Centra za narodno spravo našli tudi zgodbo od tako imenovanih tamkajšnjih otrok s Petrička oziroma otrok z Ormoškega gradu. Verjetno se spominjate te zgodbe otrok s Petrička, ki je pred nekaj leti pretresla Slovenijo. No, o tem bo govoril tudi premierno prikazan dokumentarec o teh otrocih z Ormoškega gradu, ki ga je pripravil Študijski center in bo prikazan premierno na slovesnosti v sredo. Zaključila bi z besedami Jožeta Pučnika, ki smo jih postavili tudi na platnico naše knjige, tukaj od zadaj smo jih izpostavili, so iz enega intervjuja z leta 1995. In sicer pravi, Slovenija še ni izvedla tega koraka, da bi rekla, fašizem, nacizem in komunizem so podobni človekovi kulturi in njegovi morali sovražni sistemi. Kaj pri vsem tem storiti? Kratkoročno skoraj nič. Zato je potrebno gibanje, ki bo vlivalo dovolj sile in energije v ustanove, kot so šole, univerza, inštituti, delovna mesta, politične stranke, družina, da bi se začela večati stopnja naše občutljivosti. No in upamo, da bomo pač v sredo 16 let po teh besedah še malo zvišali stopnjo te občutljivosti z našo prireditvijo. Hvala.